Za letošnjo jesen nam ob običajnih prehladnih obolenjih žal obetajo tudi novo koronavirusno bolezen. Zato bo zelo pomembno, da bomo imeli dober imunski sistem, za katerega je najpomembnejše, da ga pravilno nahranimo in da se ob tem tudi vsakodnevno gibamo. O tem in kako pa se pravilno nahraniti in podkrepiti za hladnejšo polovico leta, smo se pogovarjali z Mjušo Krevs, magistrico inženirko prehrane. Mjuša, katera hranila so najpomembnejša za krepak imunski sistem, predvsem v problematičnem obdobju? Ja, Nataša, kot si omenila na začetku, je imunski sistem potrebno pravilno nahraniti. Smernice zdravstvene organizacije svetujejo, naj za zdravje zaužijemo vsak dan 5 porcij sadja in zelenjave. Smernice zdravega prehranjevanja govorijo o tem, da naj vsaj 60% naše prehrane sestavlja zelenjava, prednostno seveda sveža. Ampak iskreno, komu to dejansko uspe prav vsak dan? Meni sicer kar dobro uspeva, ampak prepričana sem, da je to za marsikoga res velik izziv, kaj ne? Ja, če bi se res lahko prehranjevali na ta način, pa jedli ekološka in sezonska živila, torej res prvovrstno kakovost živil, bi verjetno res lahko vse potrebno dobili iz prehrane. Ker pa večini to žal ne uspe, prihaja do pomanjkanja ključnih hranil za optimalno delovanje imunskega sistema. Katera pa so ključna hranila, ki je največ pomanjkanja? Če se omejiva samo na 3 najpomembnejša, so to vitamin C, vitamin D in pa cink. Vitamin C je esencialnega pomena za naše zdravje in ga moramo v telo vsakodnevno vnašati s prehrano v zadostni količini. Deluje kot močen antioksidant v boju pri odpravljanju posledic oksidativnega stresa, ki jih povzročijo prosti radikali v telesu in je izjemno pomemben za podporo optimalnemu delovanju imunskega sistema. Potem vitamin D je še en izmed nujno potrebnih vitaminov za dobro delujoč imunski sistem, ki nam ni na voljo vsakodnevno. Njegovo pomanjkanje se na primer kaže kot težave z respiratornim sistemom. D-vitamin sicer naše telo proizvaja samo, ampak samo v času, ko je dovolj sonca, od konca maja do začetka oktobra, pa da se mu seveda redno izpostavljamo. To pomeni recimo med 15-30 minutami dnevno v kopalkah in ker je tudi to bolj izjema kot pravilo, je smiselno vitamin D uživati dodatno v obliki prehranskih dopolnil. No, pa omenila sem še cink. Ta je izjemnega pomena za samo delovanje imunskega sistema, ga pa telo ne zna shranjevati, zato je pomemben vsakodneven vnos. Za pomanjkanjem cinka trpijo predvsem starejši, pa kadilci, pa tisti, ki redno uživajo alkohol. Dodatno pozornost za primeren dnevni vnos pa bi morali polagati še predvsem vegani, pa vegetarijanci, recimo telesno aktivni ljudje, pa nosečnice. Torej, vitamin C, vitamin D pa cink so torej hranila, ki jih priporočamo vsakomur prav vsak dan dodajati k prehrani. Pa imaš kakšen nasvet, kako, v kakšni obliki in koliko? Ja, vsa 3 omenjena hranila je najboljše uživati skupaj, s tem prideš v bistvu do dodatnih sinergijskih učinkov. Mene je najbolj prepričal Imunostar. Ta vsebuje vsa 3 omenjena hranila v naravnih oblikah, pa v dovolj visokih odmerkih, da imajo pozitivno učinkovanje. Tudi recimo v primeru zaščite pred novo koronavirusno boleznijo. Veliko je govora tudi o povezavi črevesja in imunskega sistema. Kakšen pa je vpliv črevesja na imunski sistem? Ja, glavnina našega imunskega sistema se nahaja v črevesju. Bolj natančno tik za črevesno steno in ta nenehno komunicira z našim črevesnim mikrobiomom. Med mikroorganizmi v črevesju in celicami imunskega sistema poteka tako imenovan crosstalk. Ta modulira delovanje našega imunskega sistema. Zato je ravnovesje med mikroorganizmi v našem črevesju predpogoj, da imunski sistem deluje normalno. Po drugi strani pa je naš mikrobiom zadolžen tudi za presnovo hranil iz zaužite hrane in če ni ravnovesja, ne moramo računati na to, da se bojo vsa ta dobrodejna hranila, ki smo jih zaužili s hrano, res tudi absorbirala oziroma vsrkala v naše telo.
Kako pa vemo, ali je v našem mikrobiomu ravnovesje, ali obstajajo kakšni pokazatelji za to? Kadar so zdrava razmerja med našimi dobrimi in patogenimi mikroorganizmi podrta, lahko to občutimo na več načinov. Če se na primer pojavijo prebavne težave, naši mikroorganizmi sigurno niso v ravnovesju. Na porušeno ravnotežje kažejo tudi motnje v pozornosti, pomanjkanje energije, recimo nihanje razpoloženja, slab zadah, pa tudi pogosti glavoboli. In ko ugotovimo, da ravnovesja ni, kako si ga lahko najhitreje povrnemo? Poleg raznovrstne prehrane, velikokrat se namreč prehranjujemo preveč monotono, torej dovolj svežega sadja, dovolj zelenjave, pa obilica vlaknin, je telesu potrebno zagotoviti predvsem dvoje. In sicer najprej širok nabor raznovrstnih sevov dobrodejnih mikroorganizmov, ki bodo ponovno naselili naš črevesni mikrobiom. Odličen je recimo napitek Multi-M Ferment, ker vsebuje 31 različnih sevov efektivnih mikroorganizmov, ki posnemajo zdrav človeški mikrobiom. Ko govorimo o omega-3, gre spet za hranilo, ki nam ga primanjkuje prav vsem. To se je pred kratkim pokazalo tudi z vsemi zapleti v povezavi s koronavirusno boleznijo. Nove študije recimo kažejo na to, da bi pojav krvnih strdkov in miokarditisa lahko bil bistveno nižji, če bi vsi uživali dovolj omega-3 maščobnih kislin. Koliko omega-3 maščobnih kislin pa naj bi uživali, da bo vidna korist zdravju? To pa je dobro vprašanje. Tu je precej različnih priporočil. Recimo naši predniki so uživali kar med 5000 pa do 6000 mg omega-3, medtem ko današnja priporočila o dnevnih vnosih govorijo bolj o 250 do 500 mg. To je pa v bistvu kar 10 do 15krat manj. In raziskave kažejo, da imajo v deželah, kjer dnevno uživajo po 1000 in več miligramov omega-3, bistveno manjšo pojavnost civilizacijskih bolezni. Študije govorijo recimo o terapevtskih učinkih pri vnosih višjih od 2 gramov dnevno. Zanimivo. Nuša, za konec pa še eno drugačno vprašanje. Kaj pa jesensko razpoloženje? Ko se dnevi krajšajo, se marsikdo sreča s pomanjkanjem energije. Imaš tudi tu kakšen uporaben nasvet? Ko v prvi vrsti poskrbimo za kakovostno prehrano, je v nadaljevanju proizvodnja energije odvisna od naših celic. Te za proizvodnjo energije v mitohondrijih potrebujejo še kisik pa vodik. Kisik nam je k sreči vsem še zmeraj na voljo, razpoložljivost vodika pa lahko hitro pa enostavno povišamo z uživanjem koencima 1, to je NADH. NADH je telesu lastna substanca, ki pa je velikokrat v pomanjkanju, zato jo lahko dodajamo v obliki podjezičnih pastil. Mogoče omembe vredno, ker smo že nekajkrat omenili koronavirusno bolezen. Mnogi prebolevniki imajo težave ravno s pomanjkanjem energije in tudi tukaj je NADH lahko veliko pomoč za obnovo normalnih ravni energije. Hvala ti za vse res koristne informacije.